Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z novogoriškega športnega parka, kjer je pred nami še zadnje srečanje, vsaj tega konca tedna, 16. kroga. Zdaj Dedić za Tratnika. Želel tule ničesar tvegati Tratnik. Strel z razdalje! Izjemna obramba Juga po strelu Šatrija. Fantastična parada. Hitro rešil in zdaj ima Zavnik seveda na voljo tale kot. Če je pred mariborskimi vrati. Smajlagić, še nevarno in ponovno na pravem mestu Jug. Nov kot bo to za Primorje. Proti napad zdaj Primorja, Zavnik. Šir se ponuja, na desni strani tudi Smajlagić, tole je zdaj nevarnost, Smajlagić strelja! Ostaja nič proti nič. Prav Krajnc zdaj ni smel steči za tole žogo, kajti v trenutku oddaje je bil v prepovedanem položaju. Božič strelja, Tratnik na pravem mestu. Dober poizkus. Ajdovci so mimogrede v prejšnjem krogu, naj spomnim še enkrat, tule povedli proti Celjanom z zadetkom Smajlagića iz 11 metrov. Zdaj pa velika napaka Grlića, priložnost za Ajdovce, ki vodijo z 1-0. Po natanko 38 minutah je Gulič izkoristil tole veliko napako Grlića, ki je žogo vračal, ampak samo do Guliča, kot da sem ga nekako izzval pred nekaj minutami, ko sem dejal, da že 3 mesece ni dosegel gola v državnem prvenstvu in da je morda ta zadetek z Venecijo v reprezentančnem premoru morda napoved za to, da se Gulič znova lahko strelsko prebudi. Tule ste še enkrat videli tole napačno povratno podajo mladega Grlića. Gulič je žogo sprejel, nato pa takole z 15 metrov diagonalno z levico zadev natančno, da se bolj natančno ne da. Bodo najbrž prežali na te protinapade, v katerih so tudi zelo nevarni. Še ena prestrežena žoga. Zavnik preigrava, uspele tule prebiti, velika priložnost za Primorje. Zavnik na desno stran, Beširec za 2-0 za Primorje. 56. minuta, 2-0 za Primorje. Žan Bešir je dosegel svoj 3. zadetek v karieri proti vijoličastim, ki so se tule znova ušteli. Napačna podaja na sredini igrišča. Zavnik je žogo ukradel, potem pa sijajen prodor. To bomo zagotovo videli še nekajkrat in Milan Anđelković se lahko s svojimi varovanci veseli še enega zadetka. Ker težko je pravzaprav razumeti dejstvo, da Sudani ne igra več, zdaj ko je pozdravil poškodbo. Ampak tudi Sudani ima na voljo še več kot pol ure. Rdeči karton pa za Stožinića zdaj zaradi udarca očitno. Aleksandar Stožinić, ki je odigral sijajno tekmo do tega trenutka, zdaj z rdečim kartonom in naj se lahko vprašamo, kaj se seveda lahko spremeni od tega trenutka dalje. Izkušen predvsem iz druge lige v dresu Primorja, več kot 100 nastopov je zabeležil za Ajdovce v drugi ligi. Tule zdaj oddaleč Dedić. A če bi Ajdovci zadeli še 3. bi bilo najbrž vsega konec, tako pa ima Maribor zdaj priložnost, da pride do znižanja. Tete sam pred vrati, Tratnik iz gola in uspe tole rešiti Gašper Tratnik. Primorje in Radomlje trenutno na 7. oziroma 8. mestu s 17 točkami. Mura je ostala po porazu z Olimpijo pri 21 in 2-1 je v Novi Gorici. Mislim, da avtogol, tule se zdaj Ajdovci pritožujejo. Počakajmo, tule zdaj Božičev predložek. Petek je šel izbijanje žoge z glavo, Tete pa je nekako škaricami
tule žogo poslal v mrežo. Mislim, da bo zadetek obveljal. Takole sijajna poteza Teteja. Vendar ni zadetka, prekršek v napadu. No, moram priznati, da me je tule Obrenović presenetil. Prekršek v napadu, vendarle ostaja 2-0. Za Maribor in še rumeni karton za mariborskega napadalca Bondo. Tudi prva minuta dodatka je mimo. Božič, tole je priložnost za Maribor. Božič strelja, odbija Tratnik, še je nevarno in kot bo za Maribor. Milan Anđelković, čestitke za zmago. Že Markov sem dejal, četrti veliki skalp, četrta zmaga proti ekipom Zgornjega doma. Postajate pravi strup, zdaj vam manjka le še skalp Olimpije od teh ekip Zgornjega doma. Zelo odločno ste danes delovali prepričani v to, da lahko presenetite Mariborčanom. Uspelo vam je. Še nekaj vaših besed seveda o tem srečanju. Ja. Odločno smo šli v tekmo, mislim, da smo tudi vsako do zdaj, enkrat se to obrestuje, drugič se ne, tokrat se je, mislim, da je za nami ena odlična tekma, fante so pokazali, da se res lahko se z vsakim v naši ligi, pokazali so karakter, pokazali so voljo, željo, vse, kar krasi eno dobro ekipo. In mi smo, mislim, na poti, ki je dobra, ki lahko postanemo dobra ekipa. Milan, kako težko je bilo danes vam voditi tekmo, ker se zadeva pravzaprav spreminjala. Vi ste nekako ustrajali pri načrtu, tudi s tem, recimo temu, dokaj tveganim iznosom, ampak ustrajali ste, vzdržali, potem je prišla tista izključitev, ko je bilo potrebno vse skupaj nekako zamenjati, pa vam je uspevalo. Ja, ne vem zdaj točno, koliko smo bili brez igralca, 30 ali več minut. Še enkrat kapo dole v fantom. Ja, tak stil hočemo igrati, prepoznaven stil, da imamo mi žogo, da probamo biti mi protagonisti tekme. Normalno, eno tekmo ti uspe, drugo ne. Danes mislim, da smo bili kar dokaj dobri v tem segmentu, tako da bomo tako nadaljevali in bomo videli. V naslednjem krogu Mura, znova igrate doma. Mura, ki jo tudi vi dobro poznate, tudi sami ste delovali v tem okolju. Kakšna so pričakovanja? Ja, pričakovanja so, velikrat sem to že ponovil. Res mislim, da vsaka naslednja tekma je nos 3 pike in tako se bomo tudi glede te tekme pripravili. Mura, dobra ekipa, mislim, da so danes 1-0 izgubili proti Olimpiji. Težka tekma, tako kot vsaka. Nič, glavo dol, trening in se dobro pripraviti na naslednjo tekmo. Boštjan Cesar, enkrat pride prvič, doživeli ste prvi poraz na klopi Maribora. Verjamem, da ga danes niste pričakovali, ampak Ajdovci so bili izjemno motivirani, tudi organizirani. In pa kot da niste vsaj v napadu našli nekega pravega načrta, kako pravzaprav prebiti Ajdovce. Po vašem, kaj je šlo danes tisto najpomembnejše narobe, da se za Maribor razpleto kot se je? Danes nismo izpolnjevali osnov, tako da nogomet je krut, če nisi 100% že v sami sprejemu žoge in hitro menjati stran. Če se tega in normalno dojelo, drugih žog smo ogromno izgubili, tako da napake so sestavni del športa, normalno, če jih narediš manj, lahko pričakuješ, da ne dobiš gola, ampak nismo bili v osnovah dobrih in v teh duelih smo ogromno duelov izgubili, drugih žog nismo osvojili, tako da nogomet, kot sem rekel, je krut in ti na koncu ne da. Boštjan, koliko se je v vaši igri danes poznala odsotnost Josipa Iličiča, ki je nogometaš z idejo, s potezo več, ki recimo zna prebiti tudi takšne zadeve, kot so se danes ponujale. Predvsem od tistega trenutka, ko ste imeli igralca več. Ja, mi smo imeli že proti Olimpiji isto igralca več, pa smo imeli nekatere šanse, tudi 100%. Tako da Jojo ima potezo, ampak danes nismo mogli računati na njega, tako da igralci, ki so
so igrali in moramo podelati tudi v fazi ofenzive, ker premalo golov dajemo, iz šanse si ustvarjamo, ampak zaenkrat še ni steklo. Bo veliko dela tudi s tem, kako v psihološkem smislu zdaj dvigniti ekipo pred naslednjim znova težkim gostovanjem v Kopru? Ja, jutri imamo Frejdan in od torka začnemo pripravo na Koper. So fantje malo razočarali, ampak od torka naprej smo v fokusu na Koper. Hvala tudi vam. Mark Gulič, čestitke za zmago, še en velik skalp je, bomo rekli, v vaših vitrinah, že 4. zmaga proti klubom iz Zgornjega doma. Vi ste danes odprli strelski račun, zadeli po 3 mesecih. Je bila tale prijateljska tekma pred današnjo tekmo z Venecijo še nekakšen dodaten motiv za to, da se znova lahko vrnete v pravo strelsko formo? Ja, vesel sem, prvo bi rad pohvalil vse moje soigralce, da so dali 110%. Igrali smo z igralcem manj in pokazali, da lahko zadržimo zadaj 0. Seveda, vesel sem za gol, kar se mi je rodila hčerka, tako da verjetno je to bil tudi neka motivacija, da ga zabijem. Čestitke za naraščaj v družini, čestitke še enkrat tudi za gol in zmago. Verjetno so tile dnevi takšni, kot da bi sami napisali scenarij. Tako je, živim sanje, bi lahko rekli, zadovoljen sem s tem, z mojo predstavo in kot sem rekel, s predstavo celotne ekipe. Pokazali smo, da zmoremo, tako kot ste prej povedali, zmagujemo tudi ekipe iz zgornje tabele in postajamo močna ekipa. Omenili ste danes svoje soigralce, res je bilo čutiti energijo praktično od prvega napada danes, kot da ste bili zelo odločni in da ste dejansko verjeli v to, da lahko danes premagate Maribor. Ja, točno tako, kot ste rekli, verjeli smo, pokazali smo karakter in to nas je tudi nagradilo. Mark, samo še beseda dve o naslednji tekmi, spet boste igrali doma, tako se je obrnilo, zdaj prihaja v Novo Gorico Mura, kaj pričakujete? Ja, šli bomo na zmago, seveda Mura bo poglavje zase, se bomo pripravili na nasprotnika, analizirali in šli s to tekmo, tako kot smo šli v to tekmo, bomo šli tudi naslednjo. Najlepša hvala in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Karol, at the end you lost against Primorje 2-0. Are you very disappointed? A few words about this match. Yeah, we are disappointed, of course. We want to win every game. It didn't happen, but we need to stay focused on the next game and show our football in the next game. Now we will go to Koper. What do you expect in Koper? I expect fight like in every game, and yeah, and they are a good team. They are in the good position of the table. So yeah, we need to play our football like we did before and stay focused and work hard in this week. Thank you very much. Thank you.